Kot je na novinarski konferenci povedal predsednik nogometnega kluba Maribor Drago Cotar, je klub danes rešen dolgov iz preteklosti, ki so zaradi nerealnih planov in podpisov pogodb znašali 3,2 milijona evrov. Dodal je, da je bilo stanje leta 2006 vse prej kot rožnato. Leta 2006 je bilo stanje kluba dejansko porazno. Edini, ki je še bil tam, ko se še ne nekaj spoznajo, je Iztok Jurišič, ki je imel, tako kot Bojan pravi, kar velik strah pred poštarji. Vsakrat, ko je poštar prišel, prinesel ali kakšno izvršbo ali zahtevek za neporavnane obveznosti. Danes je klub postavljen na zdravih temeljih z mlado in perspektivno ekipo, usmerjeno v prihodnost. Se danes lahko pohvalimo, da smo ta finančno luknjo, ki je bila 3,2 milijona evra, pokrili. Vsi so takrat pričakovali, da se bodo zgodba tako uspešno nadaljevala in gradili gradove v oblakih. Mi se danes zavedamo napake, hvala Bogu se učimo na tujih napakah in sem trdno prepričan, da se takšne zgodbe ne bomo šli. Veliko denarja je v letu 2010 v klubsko blagajno steklo s prodajami Iličiča, Bačinoviča in Anđelkoviča. O vodstvu pravijo, da toliko prodaj v bodoče ne bo. Bodo pa izkoristili kakšno morebitno visoko ponudbo in prodanega igralca nadomestili s cenejšim domačim. NK Maribor nima želje, normalno kot športni klub, da igralce prodaja, kajti imamo drugi interes, seveda tudi na športnem področju doseči visoke cilje, biti državni prvak, biti prvak, torej pokalni zmagovalec in pa v Evropi priti dalje. Da ni šanse, da nedogled prodajamo, bom rekel, igralce in večina teh prilivov, s katerih ste seznanjeni, je šla za to, da smo te stare dolgove poravnali. To moram priznati in danes smo pač na tem, da ne računamo na to, da bomo vsako leto prodali, rekel, Iličiča, Bačinoviča pa še koga, ne, ker to enostavno bo zmanjkalo teh igralcev takšnih, ki v Sloveniji. Eno prednost je ta, da z ozirom na to, da so bili te odmevne prodaje se zgodile, da, bom rekel, imamo kar interes igralcev, ki bi radi preko Maribora, bom rekel, se prodali v Evropo. Klub se v letošnjem letu seli v nove prostore, v Evropi želijo po lanskih odličnih rezultatih narediti še korak naprej, primarni cilj Maribora pa ostaja osvojitev naslova državnega in pokalnega prvaka.